Če starši izgubijo otroka, se zanje čas ustavi. Odpre se prepad, ki vase požre preteklost in tudi prihodnost, je dejal sveti oče. Smrt, ki ti vzame otroka, je zaušnica obljubam, darovanju in žrtvam ljubezni, ki smo jih z veseljem predajali življenju, ki smo ga porodili, je dejal. Družina ostane nekako paralizirana. Nekaj podobnega po papeževih besedah doživlja otrok, ki izgubi starše. Praznina zapuščenosti je še toliko večja, ker nima dovolj življenjske izkušnje, da bi znal poimenovati to, kar se je zgodilo. V teh primerih je smrt kot črna luknja, ki se odpre v življenju družin. Pogosto se zgodi, da ljudje krivdo za smrt bližnjega pripišejo Bogu. Mnoge družine pa z dejanji pričujejo, da smrt nima zadnje besede. Vsakič, ko žalujoča družina najde moč, da ohrani vero in ljubezen, ki nas povezujeta s tistimi, ki jih imamo radi, prepreči smrti, da bi ji vzela vse, je poudaril Frančišek. V luči Gospodovega vstajenja namreč lahko, kot je zapisal sveti Pavel, smrti vzamemo tisto želo in ji preprečimo, da bi nam zastrupila življenje, da bi naredila prazno ljubezen in nas pahnila v najhujšo praznino. S to vero lahko po papeževih besedah tolažimo drug drugega, saj naši dragi niso izginili v prazno. Upanje nam zagotavlja, da so v dobrih in močnih božjih rokah. Ljubezen je močnejša od smrti, je poudaril Frančišek. Zato naj bi po njegovih besedah povečali ljubezen, jo utrdili in ljubezen nas bo varovala vse do dne, ko bo posušena vsaka solza.